Ob tem vzponu sem se zadržal malo dlje, ker o njem nisem nikdar ničesar objavil in tako ni bilo jasnosti glede smeri prvopristopnikov. Tudi sem bil Jožetu in Ojcingerju dolžan ta spomin. Ob 4 popoldne smo potem zapustili vrh, počivali od 7 do 8 ure zvečer na Neveji in še o pravem času dospeli v Rabelj in Trbiš, da smo v ponedeljek zjutraj zopet mirno sedeli ob svojem poklicnem delu. Vso turo od Ovčje vasi do Rablja smo opravili v 18 urah hoje, od Trsta in nazaj pa v 2 nočeh in enem dnevu. To je bil eden izmed tistih mojih uspehov v gorah, na katere sem najbolj ponosen. Da so mi pozneje prizadejali bolečino, ko so pot zavarovali, sem že povedal. Kljub protestom v Videvnih je to naredila beljaška sekcija. Nastala je nadvse drzna, nadelana steza. Pravemu alpinistu, ki stopa po njej, lahko priča veliko o pravi pretekli lepoti. V svojem življenju nisem kaj prida razmišljal o bistvu gorništva. Razprave o upravičenosti gorskega športa, o hoji z vodniki ali brez njih, filozofska razglabljanja o alpinizmu in podobno, me niso nikdar prav zanimala. Dejanje, način, kako pride ubogi, umrljivi človek k goram, neskončno bogatim, nesmrtnim, večnim, se mi je zdelo zmeraj bolj postranskega pomena. Ko bi me vprašali, kakšen mora biti gornik, bi dejal, da mora biti pristen, plemenit in skromen. Beseda gorski šport me je vselej nekam prizadela. Vse preveč mi meri na površnost. V gori ne iščimo plezalskih odrov, iščimo rajši njeno dušo. Moje gorništvo korenini v ljubezni do narave. Ko me je bolj in bolj nevzdržno vleklo v višave, se je oče često spraševal, odkot to fantu. Začelo se je z njim. On je prvi pripovedoval dečku o čarobni lepoti gora in deček je prisluhnil. Tam gori, je govoril, je zrak tako oster in čist in sonce tako svetlo, trava nizka in gosta, cvetje veliko in bleščečih barv in povsod diha zemlja dišeče vonjave. Često je bilo le nekaj redkih besedi o prelesti sončnega vzhoda, o čredah na planinah, o življenju pastirjev, o gamsih, o divjih lovcih in njih prigodah ob srečanjih z medvedi, pa zopet o samoti in tišini na gorah in o širnih pogledih po deželi. To je bila prva setev. V mojem srcu je vzcvetela in pognala k vam, prelepe gore. Natanko se spominjam trenutka, ko sem prvič slišal ime Julijske Alpe. Vprašal sem svojega inštruktorja, katere so tiste gore, ki jih ob jasnih dneh gledamo, kako se dvigajo nad morjem. Rekel je, da so Beneške in Julijske Alpe. V mojem hrepenenju se je tedaj oblikovala določena smer, Julijci. Že v imenu samem sem čutil neko obljubo in obet, sam ne vem zakaj. Kadar so se mi pokazali s kraških višin v barvitem odsevu bližnjega morja, obliti s svetlobo južnega sonca, tako slovesno spokojni, tako nedosežno daljni, sem se jih oklenil z vso silo, z vso zasanjanostjo svoje mlade duše. In kakor je bilo takrat, tako je ostalo do danes. Ne trenutna sila, ne spremenjeni čas, ne življenjska stiska, nič ne more izbrisati takih vtisov. Kar sem kje videl gora, nobene se v mojem srcu ne morejo meriti z Julijci. Sanje mojih mladih dni so tamkaj ustvarile domovino moji duši.
Če je Triglav najvišja in s pripovedkami najbolj bogata gora v Julijskih Alpah, Suhi Plas najbolj divja, Jalovec najdrznejša, Mangart najslikovitejša, Razor najbolj odlična, Viš najbolj bleščeča, Kanin najbarvitejša in najbolj nenavadna, potem je Montaž največji in najmogočnejši. Od katerekoli strani ga pogledate, ne najdete mesta, zaradi katerega bi ga bilo mogoče uvrstiti med povprečne ali nepomembne gore, ali bi zaradi tega njegova silno učinkujoča postava kaj izgubila. Njegov silni greben poteka ves čas v zmagovitih višavah in naj se pokaže kjerkoli že, ni nam treba pogledati na zemljevid, ni dvoma, to je on, Montaž. Pogledan od severa iz Zajzere se dviga Montaž z grozotnimi stenami, podoba presunljive moči, ki jo je treba videti, kajti z besedami opisati je ni mogoče. Kolikokrat sem poležaval na lepi gozdni jasi pred Zajzersko kočo, sanjal, počival in zrl gor k njemu, tako kot gledaš k italijanskemu Matterhornu okrog Breja. Kakšen prizor je bil, kadar je jugozahodnik s črnimi jadri vršil prek njegovih grebenov in spreminjal mogočno goro v mračen prestol oblakov. Najlepše sem ga videl, kadar sem spal v Zajzeri in se zbudil zjutraj ob njegovem vznožju. Takrat je nad temi usteni, v katerih so se poigravale jutranje svetlobe, ležala prav sanjska veličina in krasota. Tu se severni stolp tesno stiska k jofu, tako da vmesno rdečo škrbino le slutiš in je ne vidiš tako lepo kot iz Dunje. Kakih izrazitih vršnih oblik sploh ni videti, le čarobni svet o steni nad njimi tako visoko, da moraš nagniti glavo nazaj, pa neskladen slonji hrbet. Kljub temu podoba ne učinkuje preveč težko. Za razčlenjenost in živost je poskrbljeno. Na desni se onstran severozahodnega ramena spušča greben z mnogo stolpi. Podoben je zaplečju orjaškega zmaja in daje Montažu v smeri proti Dolomitom in Turam fantastično zmajsko podobo, kar često poudarjajo. Zato sem ga krstil za zmajski greben. Preden sem se spoznal z Oicingerjem, sem že z Andrejem našel dostope iz Špranje in čez severozahodno pleče na tega mogočneža. Toda z nobeno od teh smeri nisem bil zares zadovoljen, saj sem vedel, da z njimi še ni rešeno vprašanje neposrednega severnega pristopa, torej takega, ki bi držal vse skozi po koroškem svetu. Toda čutil sem, da moram nekaj takega poiskati in da bom to tudi zares našel. Tekla so leta nemirnega ogledovanja, poizkusov in iskanja, ko me je nenehno pestila misel na to veliko in težko nalogo. Oicinger se mi je navdušeno pridružil z vsem razumevanjem in svojo veliko sposobnostjo. Vedno bolj pogosto so goreli ognji v mojih bivakih ob severnih vznožjih Montaža. Poizkus, da bi splezali iz vzhodne Krnice do okroglega skalovitega kotla sredi severne stene, so odbile preveč težavne pečine. Naskok iz vrste spodnjih kaminov proti osrednjemu grebenu je hitro propadel v kamnitih izstrelkih velike rdeče grape pod rdečo škrbino. Ostalo je samo še srednje rebro. Nedelja 24. avgusta 1902 je bila namenjena temu novemu načrtu. Prejšnji večer smo odpotovali iz Trsta, se urico spočili v Zajzerski koči, ob 4 zjutraj pa smo bili že zopet na poti. Ko sem se vzpenjal po Karnijskem jarku, Krnica, sem še enkrat natanko opazoval. Tedaj sem jasno videl, kakšno prednost bi imeli, če bi nam uspelo izogniti se celotnemu ovinku in se vzpeti naravnost navzgor snežnega trikota ob zahodnem vznožju osrednjega stebra. Kočljivi del je bil videti tako kratek in na snegu ni bilo nikakih sledi udarcev kamenja.
Strmi snežni trikot je bil trdo zmrznjen. Ima vrsto značilnosti majhnega ledenika in često, zlasti pozno poleti, sem ga videl v takem stanju, da sem si mislil, to bi bil pravi tretji ledenik v Julijskih Alpah, če bi mu bile dane boljše možnosti za razvoj. Tesno pod mestom, kjer veliki severni žleb pristane v temenu trikota, nas je ustavila orjaška obrobna zev in njena zgornja, ustna, prav ledena stena se je bočila visoko nad nami. Vendar smo se z nekaj previdnosti le lahko spustili v žrelo in prestopili v levo na ploščnato steno. Bilo je ob 7 zjutraj. Ja, das ist gut, Doktor. So, gut. Naslednjih 20 metrov plezanja po ploščah je bilo skrajno težavnih. Nato se je pečina osrednjega grebena nekoliko polegla, prikazali so se majhni, zagruščeni prostorčki in v smeri proti montažu ozke poličke in napušči. Po njih smo se pričeli primikati najbolj notranjemu kotu. Dvigali smo se, kar se je le dalo. Končno smo čez sila krušljiv, rdeč svet, zelo strmo, a brez težav dosegli mesto, kjer se ozki, že zelo izraziti osrednji greben izvije iz široke trdnjave. Prvi del, bližnjica, je bil s tem premagan. Tako smo končno lahko prosto plezali gor po trdnjavi, ki je bila toliko časa cilj mojih želja. Po vrsti smo zmogli nekaj manjših stopenj in zelo težaven visok skok, ki je terjal vse naše moči. Bilo je plezanje tiste vrste, kjer ne smeš o ničemer reči, da je lahko, kajti velikanska izpostavljenost nalaga vsakemu posamezniku krepko mero odgovornosti.
doktor. Jo. Nato nas je sprejel plitev strm žleb, ki nas je v loku vodil v desno, pa zopet bolj v levo, na ozke police in majhno zagruščeno gredo. Nad njo se stena vzravna tako visoko in tako strmo, da smo se takoj zavedali, kako resno in odločilno mesto smo dosegli. V tem trenutku so pritrepetali do nas izgubljeni tihi glasovi zvonov. Na višarjah je zvonilo poldan. V vročem boju smo bili povsem pozabili na čas. Kakšen prizor, ko so naši ljudje sneli klobuke in za nekaj trenutkov sklonjeni proti višarjem obstali v tihi pobožnosti. Mir Božji je v presunljivi slovesnosti plul preko sten in vse je pobožno in ponižno prisluhnilo. Stali smo pred razupitim mestom, ki je pozneje dobilo ime Paso Oitzinger. Oitzingerjev stolp. Lažje poti ni bilo in Oitzinger se je lotil mesta prenaglo in ne da bi bil odložil na hrbtnik, čeprav sem mu velel naj to stori. Ko se je po poči pretolkel že tako visoko, da mu je do gornjega napušča manjkal le še kak poldrugi meter, nam je zaklical, da ne more naprej, ker ga ovira na hrbtnik. Zaklical sem mu naj spleza dol, a visel je preveč nezanesljivo in zopet mu je na hrbtnik preprečeval potrebni mali okret. Rekel je, da se boji, da bo padel. Brž sem mu zaklical, naj odvrže na hrbtnik. Tudi to ni šlo. Potlej grem še jaz z njim, je prišlo navzdol, že s prizvokom obupa. Videli smo strašno nevarnost. Visel je med nebom in zemljo in ni mogel ne gor, ne dol. Od spodaj mu ni bilo pomoči, za vsako ceno je moral kdo gor, nad Oitzingerja. Jože se je okretno kot mačka pognal na rob trdnjave in izginil za njim. Dolgo je trajalo, neskončno dolgo. Če bi me vprašali, bi moral reči vsaj 20 minut, mogoče pol ure. Oitzinger se je hrabro držal. Ko je prišel do mene tesnoben vzklik neučakanosti ali brezupa, sem ga opogumljal z redkimi mirnimi besedami. O Jožetu še vedno ni bilo ne duha, ne sluha. Zdajci je priletel kamenček. Neslišno se je pojavil nad nami Jože. Spuščal se je kot orel z razprostrtimi kreljutmi. Opravil je bajno mojstrovino. Tista mesta ne bodo nikdar več preplezana. Brž je privezal svoj pas na slečeni suknič in spustil en konec k Oitzingerju. Temu je s poslednjimi močmi uspelo privezati jermen na vrv, Jože jo je potegnil k sebi in kmalu je Oitzinger izčrpan ležal na gornjem napušču. Potlej sta vrgla vrv, pustil sem naprej Bolafja, nato so prišli na hrbtniki in cepini, jaz pa zadnji. Zgoraj me je sprejel Jože z novico, da so težave pri kraju. In res je bilo tako. Šli smo po gornjem napušču v desno in po nekaj korakih smo stali v razčlenjenem skrotju, polnem polic. Stranski steber trdnjave se tu povzpne na vpik nad glavno deber in se prav na tem mestu prične polegati.
Res je ostala strmina še huda in imenitna mesta so se še vrstila, toda kjer ni bilo nevarnosti kamenja, smo že lahko plezali hkrati. Naklonina je postajala vedno blažja. Prišle so police, lise grušča, že prav blizu nad nami se je na modrem nebu pokazal vzhodni greben, nato smo stekli proti vrhu. Kmalu, po 3. uri popoldne smo ga dosegli. Direktni severni dostop je uspel in tokrat sem bil naposled lahko zadovoljen. Vrh je naš in zmagan pristop po severni strani. Do danes je ostala to vzorna pot in bo nedvomno tudi v prihodnje. V Oizingerjevem deležu pri odkrivanju Julijskih Alp pa je bilo to brez dvoma največje dejanje. Tako se bomo sedaj spustili iz Julijskih Alp, v večernem soncu. Dolga je bila pot, hodili smo celo človeško življenje. Pozdravljam njihove velike, v oblake zavite vrhove in tihi pokoj njihovih dolin. Moje srce je polno hvaležnosti, a v mojih očeh se sveti ponos. Vem, da v teh gorah in teh dolinah ne bom tako hitro umrl. Tot in tam bo moj spomin postal izročilo tistih, ki so me poznali. Predajali ga bodo otrokom in otrok otrokom. Ko bo osebni in sporočeni spomin nekoč povsem zbledel, bo moje ime še plavalo čez ta ostenja kot pravljica. In če bo kdaj kak velik ogled gora, se bom prikazal na svojem mestu in vas ve svetle trume Julijcev predstavil kot vaš zvesti zastavonoša, sveti Mihael. Tebi pa, kraljevski montaž, naj se še enkrat zahvalim, preden te pozdravim v slovo. Kaj si mi bil in kaj si mi še, tega pač nihče ne bo nikdar dodobra doumel in vedel. Poznaš me in načrtno delo, ki sem ga opravil na tebi. Igrala se res nisva. Ti nisi gora, s katero bi se smel igrati. V svojih opisih sem ti privoščil tako malo okrasja. Le preprosto sem pripovedoval o tebi, cvetja ti nisem trosil. Saj tebi kaj takega ni treba. Ti si vendar tako velik, vzvišen nad vse slavospeve, ki ti jih more zapeti zemljan, se blešči si tvoje moči in mogočnosti. Bom še kdaj stal na tvojem temenu. Ko me ne bo več, nakloni mojemu imenu skromen prostorček na ponosnem severnem pročelju svojih sten. Moje srce pa shrani visoko v svoje prelepe skale.